zadnjega, tretjega popoldanskega panela mednarodne konference z naslovom Človekove pravice in temeljne svoboščine za vse čase. Konferenco smo že začeli včeraj s slavnostnimi nagovori, spremljevalnimi dogodki, z odprtjem razstave in literarnim večerom. Razstava Stop cenzura je na ogled v atriju Starega župnišča, še jutri in v soboto, tako da ste lepo povabljeni, da opozorite mogoče še koga od prijateljev svojcev, da si lahko ogledajo razstavo. Vse te prireditve organizirajo Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane, potem Narodna in univerzitetna knjižnica, Loški muzej in pa domači društvi, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka in pa Muzejsko društvo Škofja Loka. Prav lepo vabim k besedi moderatorja zadnjega panela, gospoda Blaža Karlina. Izvoli, Blaž. Dober večer, lepo pozdravljeni še na tem, tako kot je bilo že rečeno, zadnjem, tretjem panelu. Tokratni referati bodo mogoče za domačine tukaj iz Škofje Loke, pa Sorškega polja, pa iz Poljanske in Sevške doline malo bolj zanimivi, ker se bodo dotikali teme, se pravi, naše lokalne zgodovine in usod posameznikov iz naših krajev. V tem zadnjem delu se bo zvrstilo kar 6 referentov in bi že zdaj prosil vse goste, da se držimo dogovorenega časa, da nam ne bo čas ušel, bi rekel, in sicer bodo nastopili sledeči. Najprej bo z nami gospod dr. Blaž Torkar. Naslov njegovega referata je Streljanje talcev v Škofji Loki, 9. februar 1944. Sledila bo gospa Judita Šega z referatom Življenjska pot in povojna usoda lesnega trgovca in industrialca Franca Heinricha Starejšega. Sledila bo gospa Ana Florjančič z referatom z naslovom dr. Janez Vajder in rahlo izzivalnim naslovom Najreakcionarnejši tip. Sledila bo gospa Marija Gasler s predavanjem Na Semškem po drugi vojni. Na to bo nastopil gospod Alojzij Pavel Florjančič s predavanjem o starološki Antigoni. Zaključila pa bo akademikinja, profesorica doktorica Marija Stanovnik z naslovom Ko bi moja mamica vedeli, kak se meni zdaj godi. Prvi bo nastopil gospod dr. Blaž Torkar. Gospod je zgodovinar in znanstveni sodelavec, zaposlen v Centru vojaških šol Slovenske vojske, natančneje v Vojaškem muzeju Slovenske vojske. Kot rečeno, bo naslov njegovega predavanja Streljanje talcev v Škofji Loki 9. februarja 1944. Gospod Torkar, prosim. En lep pozdrav. Kot je bilo napovedano, tema mojega predavanja je streljanje talcev v Škofji Loki 9. februarja leta 1944. Gre za žalostno in tragično temo Škofje Loke in okolice, in ko sem se lotil zbiranja gradiva o tej temi, sem ugotovil, da je o tem že veliko napisanega. Eno veliko delo so že pred menoj naredili loški rojaki, pisci zgodovine tega območja. Zelo dobro so naredili sezname vseh talcev, sezname aretiranih. Kronološko so to stvar zelo dobro opredelili, kdaj se je kaj dogajalo. Tako da, moja naloga je bila, da dobim še kakšen nov dokument o tej temi. Predvsem so me zanimali nemški dokumenti, če kaj obstaja, ampak sem kmalu ugotovil, da je zelo malo gradiva o tej temi. Načeloma je vedno tako, da kdor zagreši nek zločin, hitro izbriše sledove o takih zločinih. Tako da
v nemških dokumentih v glavnem najdemo bolj propagandno gradivo. O tej temi pa seveda kroži tudi veliko raznih zgodbic, ustnih verov, ki so poleg uradno zapisanega še krožijo med ljudmi. Jaz kot zgodovinar ustnim verom, če niso zapisani, verificirani, ne verjamem. Zgodovinar ne more zgodbe graditi na ustnih verih. Ustni ver je tisti, ki pomaga zgodovinarju neko teorijo potrditi, mu pomaga zapolniti zgodbo v nekem mozaiku, ne more pa samo svojo raziskavo bazirati na ustnih verih. Vsaj jaz sem tak pristaš zgodovinarja. Tako da sem se tudi hotel, mogoče kakšno od teh zgodb, ki krožijo, potrditi oziroma kaj več izvedeti, ampak moj zaključek, že zdaj povem, ne bo senzacionalen, spektakularen. Nekaj bolj poglobljeno ga bom mogoče podal, ne bo pa to revizija te zgodbe streljanja talcev za Kamnitnikom. Da si jasno predstavljamo, kaj se je dogajalo leta 1944 tukaj v Škofji Loki, je treba prvo razumeti, kaj se je dogajalo glede nemške okupacije na tem območju. Vemo, da so Nemci takoj po okupaciji Gorenjske želeli to območje priključiti Tretjemu rajhu, uvesti nemško državno upravo, ukinili so vse takratne jugoslovanske državne organe, začelo se je preseljevanje slovenskega prebivalstva. Skratka, želeli so to deželo narediti nemško. In odgovor na tako okupacijsko politiko je bil odpor. Nemci so se pa seveda na te odporniške akcije, partizanske akcije, odgovarjali tudi streljanjem talcev. Tako da streljanja talcev so se začela že takoj po okupaciji, ne samo na nemškem okupacijskem ozemlju, ampak tudi na drugih. Enega pravila, koliko talcev pade za določenega padega vojaka, ni bilo. To je bilo samo bolj ustno, v nekaterih dokumentih tudi najdemo. Recimo, takoj leta 1941 imamo Kragujevac, tam za enega nemškega vojaka pade 100 talcev. Na Slovenskem je veljalo največkrat en nemški vojak 10 talcev, en kolaborant 5 talcev. Ampak to ne moramo posplošiti, da je to bila teorija nemška, koliko ljudi bodo postrelili. Doskrat je bila to odločitev poveljočega, tako se odloči in toliko ljudi bo padlo. Tako da, že zdaj povem tle zadnji, ne iskati nekih teorij, zakaj 50, zakaj ne manj. Okupator je v začetku leta 1944 že imel slab nadzor nad tem ozemljem. V glavnem je držal pod nadzorom komunikacije, postojanke, večja mesta, nastajala so že svobodna ozemlja in moralo je zbijal predvsem streljanjem talcev z udori na osvobojena ozemlja in na ta način skušal zatreti narodno-osvobodilno gibanje. Katere enote so takrat delovale na Gorenjskem, sem jih tam naštel, so napisane, ne bom jih detaljno navajal. Nemške zasedbene enote v Škofji Loki, to je poročilo varnostno-obveščevalne službe, 9. februarja leta 1944 je bilo v Škofji Loki 1200 in mislim, da 38 nemških vojakov. Te vojake so zajemali v mali meri gestapovci, v glavnem je bila to policija, orožniki, nekaj navadnih vojakov in graničarjev. Največ je v bistvu bilo policajev in orožnikov, ki so spadali v okviru SS-a. Doskrat v dokumentih partizanskih vidimo gestapovec. Ta trditev oziroma navajanje je bilo doskrat posplošeno. Večinoma je šlo to za nemške policaje, ne za gestapovce. Gestapovci so največkrat delovali v civilu. Redko so oblekli uniforme oziroma pomembnejše marke, gestapovske so bile oblečene v uniforme in so delovali v uniformah. V glavnem pa so tukaj
saj kar gledamo po fotografijah, streljanja talcev so bili to nemški policaji in orožniki. Kaj se je torej dogajalo? 7. februar ob 17:45 prva varnostna skupina škofjeloškega območja ustreli nemškega SS vojaka pred hišo Augusta Kalana v Stari Loki. Prvotni namen te varnostne skupine, zdaj grem po dokumentih, je bil likvidacija nekega plavogardista, kdo je bil to točno, ne vem. Tudi v objavljenih verjih, ki sem jih najdel, ni bilo navedeno. In ko so se pač vračali iz te akcije, tega človeka niso najdli, so ubili tega nemškega vojaka, ki je šel k krojaču. To je zgodba. Tudi prve varnostno-obveščevalne zgodbe so napačne in jih potem, ko slediš poročilom, vidiš, da se izjasnjuje prava slika, kaj se je dejansko dogajalo. Prve zgodbe so zelo zmešane tudi strani partizanskih obveščevalcev. Kdo je bil likvidator? Tlele imamo dokumente, pristopne izjave Lojzeta Kovačiča, partizana Gaja, ki je bil likvidator. Kdaj je bil sprejet v komunistično partijo in katero varnostno skupino je sestavljal. To je bila prva varnostna skupina škofjeloškega območja. Tam je napisano, kdo so bili člani, tovariš Gajo, tovariš, mislim, da je bil Stane, Korl, pa še eden je bil, ki je bil na bolniški. Šef obveščevalcev je bil Stane Bernik Arti, brat znanega Jožeta Bernika, ki je mislim, da je bil konec vojne, je deloval v domobranskem centru v Šentvidu in znani kandidat za predsednika in tudi poslanec v parlamentu slovenskega. Tovariš Gaj je bil tisti, ki je likvidiral tega Nemca. On je bil klasičen likvidator, ki ga je po vojni tudi pekla vest, verjetno, tudi zaradi teh dogodkov in se je potem ustrelil na placu v Škofji Loki. Zdaj, zakaj se je on ustrelil? To ni moja pristojnost, da jaz o tem govorim. Verjetno je imel tudi travme po vojni. Vsak, ki je imel tako nalogo v vojni, je imel po vojni tudi travme. Ni to značilno samo za partizanske borce, za vsakega vojaka, vsaki vojski po vojni je ista značilnost in isti sindrome najdemo v drugih vojskah. 8. februar sledi obkolitev mesta, hišne preiskave, aretacije 96 ljudi. Zakaj imam zraven tisto pikco? Zato, ker imamo različne navedbe. Gestapovski vir, 300 aretiranih. 96 je najboljši vir, ki ga je dal Stane Pečar. 71 aretiranih, to je vir Jožeta Vidica na osnovi knjige Zapornikov v Begunjah. Po vseh raziskavah je številka 96 najbolj relevantna. 96 ljudi so zaprli je bilo aretiranih zaradi tega dogodka. 66 jih je šlo v Begunje, 9 prek Goričanov taborišča, eden je bil zaprt v Škofji Loki in izpuščen, 20 je bilo uvrščenih med talce. Od 96 je bilo 20 aretiranih naključno, 76 na podlagi seznamov oziroma podatkov, ki so jih dobili na osnovi aretiranih partizanov oziroma partizanka, gestapovci so nosili te informacije do Nemcev, ki so razpolagali s seznami, kdo je sodelavec Osvobodilne fronte. Se pravi, 20 ljudi iz Škofje Loke je bilo med temi talci, ostale so pobrali drugje. To ni nič novega. Nemci so streljali talce na tak način. Če v okolici niso dobili sumljive oziroma ljudi, ki so pač imeli neko kartoteko, so poiskali v drugi okolici zapornike oziroma ljudi, ki so imeli neko kartoteko. Tako da, ta zgodba, zakaj so šli drugam iskat, to ni nič navadnega, druge je bilo, na ist način so delali Nemci. So pa Nemci, ko so streljali talce, mogli dobiti dokaz, preden so človeka ustrelili. Niso to likvidirali kar tako na osnovi suma. Čeprav imate mnogo primerov, ne govorimo za talce, ko so Nemci pač se kar znašali nad lokalnim prebivalstvom in so brez suma postrelili ljudi. Primer Dražgoša in še kakšnega bi se najdlo.
Isti dan, 8. februarja, je bil tudi požgan Veštarski mlin, tudi na osnovi izdaje, noter je bila partizanska konspirativna tehnika, in noter so bili sežgani nekateri partizani, lastnik mlina in lastnica sta bila aretirana, mislim, da je bil pa lastnik tudi ustreljen med talci. Sprav, teh 50 talcev so potem iz Begum prepeljali v vojašnico v Škofjo Loko, izbrali 11 mož, ki so bili zadolženi za prenašanje talcev, okrog 12 ure gre avto z gestapovci, oziroma jaz mislim, da so bili tam not večinoma miličniki, saj po uniformi, oziroma orožniki in policaji, kamion s talci, kamion s spremljevalci in stražarji in kamion z žaganjem so se odpeljali za Kamnitnik, kjer je bil nekoč kamnolom, in tam v eni majhni dolini so te talce postrelili. 10 talcev naenkrat, zvezanih v 5 vrstah, se pravi 5 streljanj. Izbrani možje so potem te talce naložili na kamione, odpeljali so jih v Staro Loko pred hišo, kjer je bil ustreljen ta nemški vojak. Razložili so jih v obcestni jarek in tam so bili med 2. in 4. uro na ogled prebivalcem kot opomin in grožnjo. Okrog 4 ure, 16 te mrtve odpeljejo v Begunje in jih tam pokopljajo skupno grobišče talcev. In potem sledi konec blokade mesta Škofje Loke. Kdo so bili talci za Kamnitnikom? Ne bom zdaj šel v detajle, tukaj so se z nami. Se pravi, od vse povsod so pobirali ljudi. Se pravi, 20 so dobili na območju Škofje Loke, ostale so pobirali iz drugih zaporov. Nekih je prišlo iz Ljubljanskih, nekaj iz Begun. Skratka, Nemci so tudi želeli malo, kot so rekli, počistiti zapore, zato da so lahko nove ljudi noter zaprli. Posebej so bili problematični ljubljanski zapori, ker niso bili dovolj varovani in je veliko zapornikov tudi ven pobegnilo. Tu je nemški razglas, ki vam kaže, ki vam pove, da je bilo streljanje talcev zaradi tega, zaradi zločinov, ki so se do takrat odvijali strani banditov in zaradi usmrtitve tega vojaka. Se pravi, ni bil samo vojak kriv za, ta SS vojak kriv za to, da je 50 ljudi bilo ustreljenih. Šlo je za eno širšo zgodbo. Se pravi, to je bila dobro vnaprej načrtovana akcija. Nemci so zbirali že prej podatke, kdo se sodeluje z Osvobodilno fronto in delali sezname. Tukaj v teh poročilih piše, kdo je nosil podatke, kateri gestapovec, katera partizanka je izdala imena teh ljudi. In Nemci so imeli že vse pripravljene. Oni so sam čakali, da bomo prilili, kot reče, olje na ogenj in zdaj bomo izvedli to akcijo. In to je bil boj tega nemškega vojaka, kar je storil partizan Gaj. Pa sem pa vključil še izpoved Milana Mivška, ki mi ga je, to izpoved mi je posredoval gospod Zajec iz Žrov, ki je bil pri temu človeku v Argentini v 60 letih. To je bil orožnik iz Žrov, ki je bil v nemški uniformi, sprav bil je nemški policist. In tukaj je njegova izpoved. Sprav, on je obtoževal, da so partizani sami krivi za smrt teh talcev. On je očital, partizani so streljali ljudi po nedolžnem veliko ljudi so pač pobili brez kakršnih koli dokazov, pač ker je bil nekdo malo bolj premožen, so ga ustrelili. On je trdil, mi smo vsakega, ki smo ga ustrelili, je mogel imeti kartoteko. Nismo kar vse povprek pobijali. Potem je tudi pač očitajo partizanom, da so sami krivi za povračilne ukrepe. Za vsega aretiranega je bilo potrebno najti obremenilne dokaze. Rezener je predpisal 50 talcev, tako je povedal, in od aretiranih meščanov je pač premalo jih imelo obremenilne dokaze, zato so šli talci iskati drugam. Zdaj ta izpoved Mivška seveda sproža različne vprašanja.
Se pravi, je bil res partizan Gaj kriv za smrt 50 talcev? Iz tega, kar sem jaz odkril, on je bil sam tisti, ki je pač prilil olje na ogenj. Se je pa ta akcija načrtovala. Če ne bi Gaj tega naredil, bi prej ali slej prišlo do ene akcije in do streljanja talcev bi prišlo. Ali je bil boj tega nemškega vojaka potreben? To so zdaj že vprašanja, ali je bil odpor potreben. Mislim, da jaz na tako vprašanje ne bom odgovarjal, ker jasno je, da se narod upre, če je okupiran. Ne? Pač Bivšek izhaja iz tega vidika, da je nekaj samoumevnega. Ne? Mi nismo tega nemškega vojaka klicali v Staro Loko. Kaj je on delal tam? Smo mi klicali Nemce, da okupirajo Slovenijo in podobno vprašanje. Ne? Se je treba zastavljati ob takih vprašanjih, ki so tudi danes aktualne. Ne? Tako da jaz ne bi preveč izpostavljal te zgodbe kot nekaj nenavadnega. V Medvodah smo imeli konc januarja 25 talcev je padlo. V Šentvidu konec leta 43 25 talcev. Imamo Frankolovo 100 talcev, celotna Gorenjska 315. To je bil običajen način maščevanja Nemcev za storjene zločine partizanov. In nekih podtalnih zgodb, ki krožijo v okviru tega, jaz ne morem potrditi. Ne morem razviti druge zgodbe, če si jo kdo želi, kakršna je ta, ki vam jo zdaj podajam. In s tem sem jaz zaključil svoje predavanje. Hvala za pozornost. Hvala lepa gospodu Torkarju. Naslednja je gospa Judita Šega, profesorica zgodovina in arhivska svetnica. V Zgodovinskem arhivu Ljubljana pa je zaposlena kot vodja enote v Škofji Loki. Danes nam bo predstavila življenjsko pot in povojno usodo lesnega trgovca in industrialca Franca Heinricherja starejšega. Prosim. Prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Zgodovinskega arhiva Ljubljana enote v Škofji Loki, odkoder prihajam. Ko me je kolegica Helena Janežič pred meseci klicala in me povabila k sodelovanju na tem znanstvenem posvetu, sem sprva razmišljala o povsem drugih temah, kot je ta, ki jo vam danes nameravam predstaviti. Ampak potem sem se vseeno odločila, da vam predstavim življenjsko zgodbo in pa povojno usodo Franca Heinricherja starejšega. Naj povem, da je referat pripravljen po gradivu, ki ga hrani naša enota in smo ga v zadnjih letih pridobili od Heinricherjeve vnukinje Mete Heinricher Mlinar, nekaj pa tudi po sodnem gradivu. Kdo je bil pravzaprav Franc Heinricher starejši? Mislim, da Škofjeločanom ni treba posebej poudarjati oziroma pripovedovati. Bolj kot njega mogoče poznamo njegovega sina Stanka Heinricherja, ki so ga partizani leta 1944 likvidirali. Vendar za ta referat sem se pa odločila, da pa predstavim njegovega očeta Franca Heinricherja starejšega. Za tiste, ki pa prihajate od drugod, pa mogoče najprej nekaj teh osnovnih podatkov, da je pravzaprav Franc Heinricher starejši bil. Se pravi, to je bil eden najuspešnejših predvojnih škofjeloških industrialcev in trgovcev z lesom, lastnik obširnih gozdov v Blegošu, Tošču in Kokri, Žak na Trati, v Kranju in Predvoru, kmetije v Sevcih, solastnik Ljubljanskega Kolizeja, ustanovitelj in solastnik družbe Franc Heinricher lesna industrijska delniška družba ter delničar delniške družbe Elektrarna Škofja Loka in okolica. Njegovo premoženje je bilo samo na območju okrajnega sodišča v Škofji Loki leta 1946 ocenjeno na 18,8 milijona din. Od navedenega zneska pa mu po končanem zaplembnem postopku ni ostal niti dinar, tako da sta bila ženo v visoki starosti povsem odvisna od hčerk Mici, Angele in Francke, pri katerih sta živela v Ljubljanskem Kolizeju.
Po zapisih sina Franca Heinricha mlajšega je ostal oče vse do zadnjega zdravega razuma in se zanimal za aktualne dogodke, še posebej, kaj se dogaja na trati pri Škofji Loki, kamor se po vojni ni smel več vrniti. Nad vse si je želel, da bi še kdaj videl sinove Franca, Vinka in Minka, ki so se po vojni umaknili v Italijo in Argentino, a jih ni več dočakal. Umrl je 11. maja 1951 v starosti 89 let. Ko so ga 2 dni zatem skupaj s krsto pokojnega sina Stanka polagali k zadnjemu počitku v družinsko grobnico v Sevcih, pogreb ni bil takšen, kot bi si ga želel, ali kot je zapisal njegov sin Franc, citiram, marsikdo si ni upal ali pa ni imel več interesa, da ga pospremi na zadnji zemeljski poti. Tudi njegovi lovci, na katere je toliko držal, mu niso izkazali zadnje časti s salvo. Konec citata. Življenjska pot Franca Heinricha starejšega je zelo zanimiva in prav je, da vam jo pobliže predstavim, saj je to pomembno za lažje razumevanje povojnih dogodkov in križevega pota, ki mu je bil izpostavljen v zadnjih letih svojega življenja. Franc Heinrich se je rodil 20. avgusta 1862 kot 6. otrok Franca in Minke Heinricha, rojene Ravnikar. Zgodnje otroštvo je preživel na Oštermanovi kmetiji v Sevcih nad Škofjo Loko. Posestvo je bilo zaradi dot in izdatkov za šolanje prejšnje generacije Oštermanovih otrok zelo zadolženo. Takšnega ga je prevzel njegov oče, a je bil slab gospodar, povrhu pa še bahač, lahkomiselnež, ki mu delo ni dišalo in je raje veseljačil. Celotno breme in odgovornost za gospodarstvo sta tako padla na mamina ramena. Nanjo je bil mali Franc močno navezan in tudi ona ga je imela zelo rada, saj je bil kot otrok zelo slaboten in morda zato deležen njene dodatne pozornosti. Znano je, da ko je bil star 1 leto, je prebolel koze in komaj preživel, nato pa pri 6 še ošpice in škrlatinkov, ki so takrat veljale za nevarne otroške bolezni. V ljudsko šolo je hodil samo od svojega 8. do 11. leta, pa še to v glavnem samo po zimi, ko ni bilo drugega dela na kmetiji, kajti oče je bil prepričan, da izobrazba kmečkega človeka samo spridi. Kadar ga ni poslal na pašo, mu je moral pomagati pri tovorjenju lesa na železniško postajo v Škofji Loki, odkoder so ga potem z vlaki pošiljali v Trst. Tu je živel Francov stric Matija, ki je bil ravnatelj lesne trgovske firme v Aleksandriji s podružnico v Trstu in ki je nehote, a zelo odločno začrtal nadaljnjo življenjsko in poklicno pot. Nekajmesečno bivanje pri njem in njegove kupčije z lesom so Franca tako prevzele, da je že kot 12-letni mladenic sklenil, da bo nekoč nekaj podobnega delal tudi on. A pot do tam je bila še dolga in naporna. Vmes je šel še z drugima stricoma Janezom in Jernejem v Bosno in tu trdo delal pri gradnji železnice in v kamnolomu, nato se je pa pri nekem sefardskem židu izučil še za čevljarja. Po vrnitvi domov je do odhoda k vojakom spet delal kot gozdar, pomagal tovoriti les in upravljal domače posestvo. Pomagal upravljati, seveda. V tem času je že začel s prvimi kupčijami z lesom, s katerimi je potem nadaljeval skozi celotno življenje. Ko se je vrnil z odsluženega vojaškega roka na Madžarskem in v Gradcu, mu je kmalu zatem umrla mati in oče se je potem leta 1887 odločil, da mu prepiše posestvo, ki je bilo takrat vredno 3000 goldinarjev, a zadolženo za skoraj celotno vrednost. Francu tako ni ostalo drugega, kot da si čim prej poišče nevesto s primerno doto, ki bo ta bremena umilila. Našel jo je pri Novakovih v Dražgošah. Z Marijo Gartner sta se poročila leta 1888.
Nevesta je poleg velike bale, za katero sem našla zapis, da so jo pripeljali s 5 konji, prinesla v zakon še 2000 goldinarjev dote in razne naturalije. Leta, ki so sledila, so tekla ob trdem delu na kmetiji, ki pa ni obetalo hitrega poplačila dolgov, zato je Franc vse več tovoril in se ukvarjal z lesno trgovino. Posel je bil donosen in do leta 1897 so bile iz zemljiške knjige brisana vsa bremena in začelo se je obdobje naglega vzpona Oštermanovega posestva. To sedaj ni bilo več zadolženo in ga je gospodar lahko zastavljal za posojila, s katerimi je začel kupovati gozdove v okolici Sevc ter zemljišča na Suhi in na Trati pri Škofji Loki. Tu je leta 1903 zgradil novo hišo in se naslednje leto z družino preselil vanjo. 19.7.1905 je pri trgovinski zbornici protokoliral podjetje Franz Heinricher trgovina z lesom, ogljem in mešanim blagom. Sedež je imelo na Trati pri Škofji Loki in podružnico v Zgornji Šiški. Ukvarjalo se je s prodajo sadja in zelenjave, prvenstveno pa s trgovino z lesom. Ta je postajala za Franca Heinricherja starejšega vse bolj donosna, hkrati pa so že prej omenjeni krediti omogočali, da je do leta 1920 svojo posest enormno povečal. Na kupu 18 parcel okoli hiše na Trati, na katerih je zgradil moderno žago, so sledili nakupi gozdov in posestev. In sicer 600 hektarov gozda v Blegošu, 100 hektarov v Tošču, 600 hektarov v Kokri, posestva v Šiški, posestva in gostilne Kanonir pod Jezerskim, žage in vile v Kokri, žage in 2 parcel v Kranju, žage na Rudnem, pri Železnikih, mlina na Čežnici, Kolizeja v Ljubljani in posameznih gozdnih parcel na različnih lokacijah. Z leti se je širila tudi njegova družina, ki je na koncu štela 12 članov, poleg njega in žene še 4 hčere in 6 sinov, ki jih je postopoma vključeval v svoja podjetja. Teh je bilo tudi vedno več. Za trgovsko firmo, ustanovljeno leta 1905, je leta 1921 ustanovil še firmo Trata trgovina deželnih pridelkov in leta 1924 protokoliral firmo Franz Heinricher, ki je delovala že od leta 1886 in katere predmet poslovanja je bil rezan in tesan les, parket in bukovo oglje. Tukaj imamo nekaj slik, ki se tudi nahajajo v družinski lasti Heinricherjevih. Vse je narisal akademski slikar Bojmir Anton Kos, ki je bil poročen s Franco Heinricher, hčerko Franca Heinricherja starejšega. Vrhunec pa je predstavljala ustanovitev delniške družbe Franz Heinricher, lesna industrijska delniška družba, ustanovljene 30.9.1930. Lastniki družbe in hkrati člani nadzornega odbora so bili Franz Heinricher starejši ter sinova Franc mlajši in Stanko. Sedež družbe je bil v Ljubljani, kjer je imela tudi svojo podružnico, glavnina tovarniških naprav pa je bila v Škofji Loki, Kranju, Kokri, na Blegošu in Rudnem. Podjetje, ki je leta 1932 zaposlovalo 119 oseb, je bilo registrirano za trgovino z lesom, njegovo mehanično in kemično predelavo ter izdelavo lesnih produktov, hkrati pa tudi transport le-teh. Njegov poslovodja je bil vseskozi Stanko Heinricher. Delniška glavnica družbe je leta 1940 znašala 2 milijona din, delež Franca starejšega v njej je bil 45%. Podjetje je dobro poslovalo, se je pa v času gospodarske krize, podobno kot drugi obrati, znašla v težavah in leta 1936 sredi stavbnega vala.
Tudi med drugo svetovno vojno je družba nemoteno poslovala, v čimer so povojne oblasti videle razlog za zaplembo celotnega premoženja. Križov pot Heinricharjevih pa se je začel že pred tem, januarja 1944, ko je voz brez predhodne sodbe na njihovem domu na Trati likvidirala sina Stanka Heinricharja, češ da je organizator Bele in Plave garde. Po grozovitem dogodku so se Heinricharjevi preselili v Ljubljano. Februarja 1945 sta se oče in mama ponovno vrnila na Trati, kjer je Franc starejši s pomočjo uradnika Petriča vodil podjetje do konca vojne, ko ga je prevzelo Ministrstvo za trgovino in postavilo svojega komisarja. Dne 20. decembra 1945 so po ostarela zakonca Heinrichar prišli oboroženi partizani, da bi jo odvedli v škofjeloški zapor in jo nato kot Nemca, kot Volksdeutscherja, pregnali v Avstrijo. Partizani so bili sami domačini pod vodstvom nekdanjega Heinricharjevega delavca, ki mu ni dovolil niti, da se preobleče, vzame s seboj nekaj denarja in najnujnejšega za na pot. Hčerki Mici Lenart, ki je takrat na Trati skrbela za onemogla starša, je sicer uspelo, da je čez noč ostala doma vsaj mati, sama pa je očeta, ki je bil takrat star 83 let in je ravno prebolel težko gripo in prestal operacijo očesne mrene, pospremila v zapor. Naslednji dan so jo z ostalimi osebami, ki so jih novi oblastniki deklarirali za Nemce, pripeljali na Jesenice, ukrcali na vlak in odpeljali na avstrijsko stran, na avstrijsko mejo. Angleži, ki so poprej nekaj takšnih transportov sprejeli, so se še enemu uprli in jih poslali nazaj. Transport je nato stal čez božične praznike v hladnem mrazu in brez vsake oskrbe na železniški postaji Rateče Planica, kjer so se jih usmilili domačini in jim prinašali hrano in pijačo. Ker so Angleži vztrajali, da ne sprejmejo transporta, je komandir transporta ljudem dal na izbiro, da gredo na skrivaj sami čez mejo. Predtem so jim pobrali vse, kar je bilo kaj vrednega, tudi boljšo obleko, preostale pa so preko Ljubljane odpeljali na železniško postajo v Maribor, odkoder so morali peš na drugi konec mesta v stavbo semenišča, kjer so jih priprli. Betežni in skoraj slepi Heinrichar je na tej poti večkrat padel in je brez moči svoje hčerke Mici verjetno ne bi zmogel. V Ljubljani sta medtem hčerki Angela in Francka po dolgotrajnem iskanju informacij o očetu in sestri slednjič le uspeli izvedeti, da sta oba na internem oddelku mariborske bolnišnice. Oče je bil v zelo slabem stanju in vsi so se zavedali, da lahko umre vsak trenutek, tudi še prej so ga želeli pripeljati domov. Prva prošnja za izpust je bila kratko odbita. Šele po osebnih zvezah in na ponovno prošnjo je na to odgovorni referent 22. februarja 1946 izdal nalog za njegov izpust in vrnitev v Ljubljano. Medtem sta na sodiščih v Škofji Loki in Ljubljani proti njemu že tekla zaplembna postopka in dodatno še kazenski postopek, v katerem ga je javni tožilec obtoževal, da je v času vojne gospodarsko sodeloval s sovražnikom, mu pomagal krepiti njegovo gospodarsko moč in vojni potencial, ter izvršil dejanja, s katerimi je bila povzročena škoda vojaški sili, obrambni sposobnosti in gospodarski moči Demokratične federativne Jugoslavije. S tem je po njegovem mnenju zakrivil kazniva dejanja po 3. in 10. členu Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. Okrožno sodišče v Ljubljani je obtožnico prejelo 17. novembra 1945, obtožencu pa je bila dostavljena šele 31. avgusta 1946. Za zamudo so okrivili okrajni ljudski odbor v Škofji Loki, ki je sodišču 15. marca 1946 sporočil, da je bil obdolženec decembra 1945 izseljen kot Nemec in je njegovo bivališče neznano.
Postopek je kasneje zastaral, saj je bilo medtem vse Heinricherjevo premoženje zaplenjeno in oblast ni imela nobenega interesa več, da z njim nadaljuje. Zaplembna odločba številka 217/54, s katero je bilo Francu Heinricherju starejšemu zaplenjeno vse njegovo imetje v Starem dvoru, se pravi na Trati, in v Sevcih, je bila izdana 15. marca 1946. Izdana je bila na podlagi določil Avnoja o prehodu sovražnikovega imetja v državno last. Okrajna zaplembna komisija v Škofji Loki se je v obrazložitvi sklicevala na uradno potrdilo OLO Škofja Loka, da je bil kot oseba nemške narodnosti decembra 1945 izseljen in je njegovo trenutno bivališče neznano. Kot je v primerih odsotnosti lastnika oziroma pooblaščenca postopala zaplembna komisija, so odločbo poslali skrbniku način gospodu Plesničarju. Heinricher je zanjo izvedel 28.8.46 po prejemu zaplembne odločbe okrajnega sodišča v Ljubljani, to se pravi druge zaplembne odločbe, s katero je Ljubljansko sodišče na podlagi prej navedene odločbe zaplembne komisije v Škofji Loki odredilo prenos njegovega lastniškega deleža v tvrtki Franz Heinricher D.D. na Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. Na osebno zahtevo je na to manjkajočo zaplembno komisijo Heinricher dobil 17. septembra 1946 in se na njo pritožil. V pritožbi se je skliceval na dejstvo, da mu nikdar ni bila osebno vročena nobena zaplembna odločba, čeprav se je po vrnitvi iz pripora 22. februarja 1946 takoj prijavil na naslovo Gosposvetska cesta 13 v Ljubljani in torej v času njene izdaje ni bil izseljen, njegovo bivališče pa ni bilo neznano. Zato tudi ni bilo zakonske osnove za imenovanje skrbnika način, ki se je na odločbo sicer pravočasno in pravilno pritožil, a je bila pritožba zavrnjena. V dneh med 10. in 20. septembrom 1946 je nova oblast izvedla popis celotnega premoženja Heinricherjeve lesne industrijske delniške družbe, ki ga je imela na območju okrajnega sodišča v Škofji Loki. Heinricherjevi so bili 95% lastniki družbe, od tega oče Franz 45%. Popis je vključeval vse nepremičnine in premičnine družbe, zaloge lesa, depozite, denarne vloge, terjatve in stanje v blagajni. Čisto imetje družbe je bilo ocenjeno na dobrih 33 milijonov din, od tega je bil delež Franca Heinricherja starejši vreden slabih 15 milijonov din. Naj opozorim, da v tej cenitvi ni zajeto imetje, ki ga je imela družba na območjih drugih okrajnih sodišč, predvsem Kranjskega in Ljubljanskega. Vse prej navedeno imetje je bilo z dodatno odločbo ZP 169/46/15 16. oktobra 1946 preneseno v last Federativne ljudske republike Jugoslavije in izročeno v upravljanje upravi narodne imovine. Z isto odločbo je škofjeloško sodišče preneslo na državo tudi Heinricherjev delež v delniški družbi Elektrarna Škofja Loka in okolica, ki je bila predhodno popisana in ocenjena na 9,5 milijonov. Lastniške deleže v njej je imelo 9 delničarjev, med njimi tudi Franz Heinricher starejši, Franz Heinricher mlajši in Vinko Heinricher. Skupaj so obvladovali dobrih 60% delnic, od tega Franz starejši 40%, katerih vrednost je bila leta 1946 ocenjena na 3,8 milijona din. Franz Heinricher se je na vse izdane odločbe pritožil, a so bile pritožbe druga za drugo zavrnjene. Pozni starosti je tako ostal brez vsega imetja, ki ga je skozi desetletja ustvarjal s trdim delom, jasno vizijo, dobrim gospodarjenjem in skromnim življenjem. Te lastnosti so ga odlikovale že v zgodnji mladosti, ko je kot 15-letni fant pomagal graditi bosansko železnico in si pri tem do krvi ogulil kožo na rokah.
A tudi v tem je videl pot naprej do izpolnitve želje, da tudi on enkrat uspe kot njegov stric Matija, lesni trgovec iz Trsta in Aleksandrije, ki je tako odločilno zaznamoval njegovo življenjsko pot. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod Šega. Naslednja bo z nami gospa Ana Florjančič. Gospa je višja knjižničarka v pokoju, ki pa tudi po upokojitvi ostaja zvesta knjigam. Tako je pomagala urediti Kapucinsko knjižnico v Škofji Loki, sedaj pa jo poznamo kot dušo in gonilno silo župnijske knjižnice v Stari Loki. Gotovo je tudi ena najboljših poznavalk življenja in dela duhovnika in umetnostnega zgodovinarja dr. Vajderja. Zato bo tudi nocoj nastopila z naslovom Dr. Janez Vajder, najreakcionarnejši tip. Hvala. Najprej naj sam popravim podatek. Nisem urejala Kapucinske knjižnice. Samo na začetku sem malce pomagala, da je začelo se s tem da se je začelo urejati. Dala sem naslov svojemu predavanju, predstavitvi Dr. Janez Vajder, najreakcionarnejši tip. Taka je bila namreč oznaka v njegovi karakteristiki, ki jo je dobil v zaporu. Moto moje predstavitve pa je izjava gospoda Božidarja Slabšaka, ki je bil duhovnik, zdaj že seveda pokojni, pa tudi zapornik, tudi njegov sotrpin, ki je rekel takole: mi smo zaprti zato, ker smo duhovniki. Splošna deklaracija človekovih pravic, člen 18 v začetku navaja: vsakdo ima pravico do svobodne misli, vesti in veroizpovedi. Ta pravica zajema svobodo spreminjati prepričanja in vero, kakor tudi nujno svobodno, javno ali zasebno izražanje vere, bodi si posamezno ali v skupnosti z drugimi, v poučevanju v praksi, z bogoslužjem in z opravljanjem obredov. Vemo, da je bila ta ena osnovnih človekovih pravic skozi vse čase med najbolj teptanimi. Prav v 20. stoletju je slovenski narod prestal toliko gorja in nasilja, kot še nikoli prej v svoji zgodovini verjetno. Posebno v času med prvo in drugo svetovno vojno, še posebej pa po drugi. Na bojiščih, v taboriščih, v etništvu, zlasti v povojnih pobojih je izgubilo življenje tisoče in tisoče mladih, žena in mož, zlasti mladih fantov, med njimi veliko duhovnikov, bogoslovcev, redovnikov. Duhovnike in ostale viri posvečene osebe so preganjali vsi trije totalitarni sistemi, nacionalsocialistični, fašistični in komunistični. Nemški načrt je bil uničiti slovenski živelj, zato so narod skušali obglaviti, izseljevali in pobijali so slovenske duhovnike, izobražence, učitelje, skratka intelektualce, saj so ti podpirali narodno zavest, učili slovenski jezik, širili kulturo. Komunizem pa je preganjal cerkev, ker je dopuščala človeku svobodo vesti, hkrati pa je močno poudarjala narodno pripadnost. V knjigi Palme mučeništva iz leta 1994 je naveden podatek o 237 smrtnih žrtvah nasilja med slovenskimi duhovniki, bogoslovci, redovniki in sestrami v obdobju 1940, torej začetek vojne, do 1962. Posebno je duhovnike preganjala nova komunistična oblast po končani drugi svetovni vojni. Cerkev je postala notranji sovražnik številka 1, kar je že prej povedala predavateljica Grisar Pečarjeva. Po vojni je v tujino zbežalo 275 duhovnikov in redovnikov, 185 iz ljubljanske škofije. Že maja leta 1945 so zaprli 50 duhovnikov. Do konca tega leta je bilo zaprtih najmanj 95 svetnih in redovnih duhovnikov in 68 bogoslovcev. To je podatek vzet iz knjige Tamara Grisar Pečar, Cerkevne zatožne klopi iz leta 2005. V obdobju
1945 do 1961 je bilo na sodišču obsojenih 429 duhovnikov. Od teh so bili 4 usmrčeni. Pri obsodbah so bili navedeni različni krivdni razlogi, in sicer v duhu tedanjega časa in razmer po vojni. Naprimer, izdajalstvo, lažna propaganda, pomoč skrivačem, podpiranje BEGA, tabelih, domobrancev, ovadbe okupatorjem, podpora ubežnikom, pošiljanje poročil v inozemstvo, pozivanje na upor proti ljudske oblasti, rušenje obstoječe državne ureditve. Med obsojenimi duhovniki je bil tudi starološki predvojni kaplan in povojni župnijski upravitelj dr. Janez Fajder. Doma je bil v Mengšu. Že mlad je želel postati duhovnik, kar se je zgodilo leta 22. Prva kaplanska služba ga je vodila na Vrhniko, nato v Škofjo Loko, leta 1930 v Kočevske Poljane, že naslednje leto pa ga je pripeljala spet v Staro Loko. Tu je bil izjemno aktiven pri delu z mladimi, zbiral jih je v Marijini družbi, pisal in režiral igre, sodeloval pri odkrivanju fresk v Crnem grobu in tudi okoliških cerkvah. Napisal je znamenit vodič po Crnem grobu in umetnostno topografijo starološke dekanije, veliko umetnostno zgodovinsko delo, ki so mu ga še v rokopisu uničili Nemci in bi bilo danes za nas, za naše področje, ena temeljnih študij. Leta 1936 je bil predstavljen Šentvid pri Lukovici, kjer je bil do začetka druge svetovne vojne. Sledilo je pregnanstvo na Hrvaško, odkoder ga je verjetno rešil tudi škof Stepinac. Leta 1941 se je vrnil v Ljubljano in Huršulinkam in tam bil za spirituala med vojno. Začel je študirati umetnostno zgodovino, leta 1945 diplomiral, naslednje leto doktoriral študijo o stari ljubljanski stolnici. Po smrti dr. Viktorja Steske je prevzel predavanje umetnosti na umetnostnem seminarju Teološke fakultete. Leta 1949 so ga zaprli za 6 let. Leta 1955 je dobil mesto župnega upravitelja v Stari Loki, tu ostal do leta 1963, bil prestavljen zaradi demence in posledic zapora v vas Peča pri Vačah. Leto kasneje je umrl v ljubljanski bolnišnici za rakom. Sedaj se bom pa osredotočila na obdobje zapora. Leta 2001 sem v Stari Loki med Vajterjevo pisno zapuščino našla sodbo, prepis sodbe okrožnega sodišča v Ljubljani, številka K-263/49/6 z dne 30. septembra 1949. S tem dokumentom je okrožno sodišče v Ljubljani Janeza Vajderja obsodilo na 6 let odzema prostosti s prisilnim delom ter mu za 2 leti odzelo državljanske pravice ter zaplenilo premoženje. Sodba navaja naslednje krivdne razloge za zapor. Širil naj bi propagando o nasilni zrušitvi obstoječe družbene ureditve v FLRJ, napovedoval naj bi propad tedanje oblasti, napovedoval okupacijo zahodnih sil in odcepitev Slovenije od FLRJ, kako je bil pravzaprav daljnoviden. Sramotil naj bi tudi komunistično zastavo. Povezoval naj bi se z ilegalnimi osebami iz inozemstva in prejemal tudi ilegalno pošto iz inozemstva. Usoda tega duhovnika me je vedno bolj pritegovala, zato sem prosila Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani za podatke o njem in 31. januarja 2003 so mi poslali kopijo izpisa iz seznama obsojencev po politični pripadnosti. Fond AS 1931. Na strani 26 je pod številko 145 upisan. Takole, citiram, Zveze z emigracijo, prehod meje, agenturne zveze, zapornik Fajder Janez, rojen 1896, Mengeš, stanovanje Ljubljana, Kongresni trg 17, duhovnik profesor, kazniva dejanja, sovražna propaganda, klevetanje ljudske oblasti, sprejemanje ilegalnih kurirjev, kazen 6 let, član SLS in JRZ, stran 1304, B vsebuje naslednji upis. Vajder z dvojnim V, prej je bil sam NV, očeta Izidorja Janez, rojen 18.5.1896, Mengeš pri Kamniku, stanujoč Ljubljana, Kongresni trg 17, duhovnik, sovražna propaganda, kazen prestav 17.6.1955. Teh podatkov
Vesela sem bila teh podatkov, ampak me je zanimalo še dalje, kje bi še kaj dobila in sem se seveda potem obrnila na okrožno sodišče v Ljubljani in naslednje leto res dobila podatek, da se lahko oglasim pri njih in tam sem pa naletela v arhivu njihovem na mapo z naslovom Dr. Janez Vajder ZKLD, zadeva B 292-49, K 263 in tako dalje, kompletirana zaslišanja zapor. Mapa vsebuje 23 raznih dokumentov oziroma spisov nastalih v času od pripora, zasliševanj, obsodbe. Naj jih nekaj omenim. Najprej osebni popis, nastop kazni 17.6.49, zapisniki o zaslišanih raznih prič, obtožba 8.9.1949, sodba v imenu ljudstva 30.9.49, odredba o pravnomočnosti sodbe 30.9.49, odločba o zavrnjeni pomilostitvi. Drugi del dokumentov se nanaša na sam zapor, potem ko je že prestajal kazen. Spis vsebuje 9 različnih obrazcev na 24 straneh in sicer osebni opis obsojenca, odredbo za izvršitev kazni, sodbo, negativno pomilostitveno odločbo, zdravstveno polo, polo o ponašanju in vzgojno polo, podatke o zadržanju in evidenci poštnih pošiljk in paketov, poročilo o prestani kazni. Dr. Janez Vajder je začel prestajati kazen dne 17. junija 1949, obsojen je bil 6 let strogega zapora in izgubo državljanskih pravic za 2 leti. Kot olajševalno okoliščino je sodišče upoštevalo njegovo neoporečnost in delno priznanje, oteževalno pa, da je izobraženec in bi zato moral zgledno vplivati na okolico. Obrazložitev sodbe kaže, da je imelo sodišče precejšnje težave z utemeljitvijo. Izjave prič niso bile obremenilne. Ena od prič naj bi takrat, ko je bil Vajder v Šentvidu pri Lukovici, ki je pričala, takrat naj bi imel ta dečko 11 let in je bil zdaj priča na sodišču. 11-leten otrok naj bi vedel, kakšne oteževalne okoliščine in kaj je delal Vajder takrat, ko je bil tam. Nikoli ni bila ugotovljena identiteta ilegalnega obiskovalca, predvidoma provokatorja, ki je dr. Vajderja skrivno obiskal pri Uršulinkah. Sveda vrata so pustili odprta, dogovorili so se z eno sestro, da jih je pustila verjetno in nekoga poslali k njemu takrat. Zaplenili so mu vse premoženje, osebne predmete, perilo, opremo, celotno knjižnico in umetnostno zgodovinsko zbirko, ki jo je imel. Čisto vse do robčka so mu. Je tudi obstaja seznam vseh zaplenjenih predmetov. Čez 105, tam okoli 150. Obiskovati so ga smeli le enkrat mesečno, pretežno sorodniki, mama, sestre, nečaki. Tem je lahko pisal 2-krat mesečno. V letih 50-51 je na 14 dni dokaj redno prejemal pakete. Dne 19.9.53 so mu omejili obiske in dopisovanje. Tudi paketi so prihajali le enkrat mesečno. Vajderjev nečak Janez je meni povedal, na kakšen način so ga povabili med člane Ciril-metodijskega društva. Ker Vajder ni želel postati član tega društva, ga je svetovalec v narekovaju zgrabil za lase in z glavo butal ob zid. Vajder ni hotel pristati na to in je, zato ker je želel ostati zvest svojim načelom poštenosti in je ostal neomajen. Rekel je mende, samo to, edino, kar sem prisegel, sem Bogu. Nobenemu drugemu ne bom. V njegovi zaporniški karakteristiki so ga označili takole. Najreakcionarnejši tip, kateri je pripravljen boriti se proti našemu režimu z vsemi sredstvi. Zadnji opisov, temu opisu je listič s suhoparnim sporočilom o prestani kazni. 17. junija 1955 je dr. Vajder stopil izza zidov, zopet na svež zrak svobode. Ta skromen listič je bil zanj gotovo vreden več kot vse dragocenosti tega sveta. Po 2-mesečnem počitku doma v Mengšu je prosil za mesto župnega upravitelja v Stari Loki in res ga je škof Volk tedaj poslal tja.
Kako je dr. Fajder prestajal kazen? Kakšne so bile razmere v zaporu? Kakšna je bila hrana, ki vse je delal, s kom je bil zaprt, ne vemo. Ni napisal spominov in je nerad govoril o zaporu. To je povedal njegov nečak. Nekaj drobcev sem skušala iztrgati iz spominov posameznikov, ki so bili z njim zaprti. Pokojni duhovnik Joško Kragelj se ga je spominjal kot zgovornega človeka, zelo učenega. Sotrpino v zaporu je rad predaval in pojasneval vprašanja o umetnosti, ker je bil velik strokovnjak in poznavalec le-te. S pokojnim Božidarjem Slapšakom, župnikom v Leskovci, zdaj že pokojnim, sta kot zapornika gradila jez na Savi za elektrarno v Medvodah in stanovanjske bloke v Savskem naselju v Ljubljani. Pokojni duhovnik Ljubo Marc, tudi že pokojni, ga je označil kot pokončnega borenca, ki je ohranil svojo naravo in držo. V svoji knjigi Spominov moje celice je Joško Kragelj nazorno opisal obdobje zapora, ravnanje z njim kot zapornikom, zasliševanja, kazni in drugo. Iz knjige lahko izluščimo nekaj dejstev, ki analogno govorijo tudi o Vajderjevem preživljanju zapora. Ravnanje zaporniki je bilo iz te knjige razvidno takole. Aretacije ob najrazličnejših urah, zasliševanja, dolga tudi po 11 ur in več, izsiljene izjave in priznanja, prisiljeni podpisi, lažnih izjav, spanje brez slamnjače, pri svetlobi, sprva nič umivanja in osebne higiene. Mislim, da okrog 1 leto niso Joškotu Kraglju dovolili ne frizerja, ne britja, ne umivanja, nič. Nič striženja, nič britja, bivanje v samicah, bivanje v bunkerih, podzemne celice, brez slamnjače, nič odeje, cementna tla, po zimi pri odprtem oknu. Bivanje v smrtni celici brez postelje, pograda, prah, stenice, bolhe, pičla hrana, kazni, več mesecev brez pošte, brez paketov, brez obiskov, delo v kamnolomu. Gradbena dela v Savskem naselju, gradbena dela pri elektrarni v Medvodah, dela v obrtnih delavnicah na Igu. Torej, vse to, glede na to, da je bil Joško Kragelj omenja, da je bil enkrat z njim zaprt z drugimi 18 duhovniki v enem prostoru in glede na to, da so pač se večkrat srečevali po teh celicah, sklepam lahko, da je takele stvari tudi Fajder doživel. V zaključku bom rekla takole. Ime dr. Janeza Vajderja se med umetnostnimi zgodovinarji sedanjega časa le redko pojavi. Kot strokovnjak je dosegel svoj vrhunec v prvih 5 letih po drugi vojni, ko je kot doktorant za razpravo o stari ljubljanski stolnici predaval na umetnostnem seminarju Teološke fakultete. Bil je ne samo dober strokovnjak, temveč tudi odličen duhovnik, ki je največ časa prebil v Stari Loki. Njegova strokovna karijera je bila nasilno prekinjena z aretacijo leta 1949 in 6 let zapora jo je verjetno zavedno uničilo. Obsojen je bil v času, ko je bila slovenska cerkev najbolj na udaru in je bilo na stotine duhovnikov zaprtih. Partija je s pomočjo takratnega sodstva obračunavala s svojimi ideološkimi nasprotniki. Skonstruirane obtožnice so po tekočem traku izsiljevale priznanja duhovnikov. Sodišča pa so brez dokazov o krivdi obsojale na smrtne ali dolgoletne zaporne kazni. Tako usodo je doživel tudi on, ki je po 6 letih ponovno prišel v Staro Loko, žal pa telesno in fizično strp, kar je povzročilo njegovo prezgodno smrt. Njegovemu spominu sem se skušala odložiti z objavo obširnejšega prispevka o njem v zborniku Starološke župnije z naslovom A glej, na tem polju je obrodil 100-teren sad, ki je šel novembra lani, pa tudi s prispevkom na tem simpoziju. Hvala, gospe Florjančič. Nadaljevali bomo z gospo Marijo Gasser. Gospa je strokovna svetnica in sicer zaposlena kot profesorica razrednega pouka na osnovni šoli v Železnikih. Nastopila bo z referatom na Sevškem po drugi vojni. Prosim.
Ne, to je. Ja, to. Ne, tole pa, ja, tole. Lep pozdrav vsem navzočim. Vedno znova ugotavljam, kako malo poznam prav svojo okolico in lepe kotičke, kjer živim. Še manj pa je znanega o polpretekli zgodovini. O njej vedo le starejši, ki jih je vedno manj, mlajšim pa ne damo možnosti oziroma premalo naredimo za to, da bi o tem kaj izvedeli. Včeraj je gospa Valič Zver povedala, da je ena izmed osnovnih pravic, da ljudje ne živijo v strahu, ne živimo v strahu. Ob spoznavanju preteklosti svojega okolja pa sem spoznavala, kako je med ljudmi še vedno prisoten strah. Ob tem velikem dogodku, kot je dan človekovih pravic, sem napisala tako, kot sem slišala, doživljala in tako, kot so doživljali ljudje, brez olepšavanja in ne glede na vse to danes kar imam strah. Sama menim, da je vendarle že čas, da se jasno pove, saj se s tem ljudi razbremeni. Sevška dolina je nekoč ležala na severni strani Loškega ozemlja. Danes polovica Sevške doline do Bukovice z okoliškimi vasmi pripada občini Škofja Loka. Dolenja vas in kraji do Petrovega Brda pa od leta 1995 pripadajo občini Železniki. Po drugi svetovni vojni so Železniki postali središče doline. Ozka dolina, lepa pokrajina, upeta med hribe, z dvema širokima predeloma, z Bukovškim in Sevškim poljem. Hribovje nosi lične, skoraj idilične, skromne vasice z zelo dobrimi ljudmi. Tokrat pa nameravam kljub vsej tej lepoti opozoriti na nekatere duhovne, materialne posledice in kršene človekove pravice, ki so kot posledica bivšega režima občutene še danes. V vseh se vleče ista nit, prikazati dogodke čim bolj nejasno in zamegljeno. Sevško dolino zaznamuje zelo ganljiv, za mnoge ljudi težak čas iz polpretekle zgodovine, kar sporočajo 3 farne spominske plošče. Na njih še zdaleč ni vseh žrtev, kajti še danes je ljudi strah. Na farnih spominskih ploščah v Davči, v Sorici in v Sevcih je opisano 77 žrtev komunističnega nasilja. Po zdajšnjih podatkih pa je precej več neopisanih. Večine sploh niso pokopali, so nikjer in so povsod. Izgubili so se nekje po grapah, breznih in gozdovih. V septembru 2015, ob 70-letnici konca druge svetovne vojne, je bila v Sorici v župnijski cerkvi blagoslovitev spominske plošče, pravzaprav na župnijski cerkvi, 24 izginulim možem, duhovniku Filipu Trčelju ter domačemu župniku Francu Krašna. Poskusi za postavitev spominske plošče segajo že daleč nazaj, vendar prvim pobudnikom kar v 2 prejšnjih poskusih to ni uspelo. Tudi pred to postavitvijo spominske plošče so svojci še vedno doživljali grožnje in sprejemali nasvete, naj v imenu strpnosti, sožitja in miru ne dajo dovoljenja za vpis svojcev na spominsko ploščo. Spominska plošča je pri manjšini predstavljala problematiko, še večjo pa njen napis. Po 70 letih so nekateri še vedno hoteli na različne načine zamegliti same tragične dogodke in napis na spominski plošči, ki pove, da so izginili pod komunizmom. Sprašujem se, kakšna kazen je to, da toliko ljudi oziroma te žrtve nimajo groba oziroma si ne zaslužijo tega, kar je temeljno civilizacijsko. Spomin in grob sta nekaj svetega. Energija, ki ne bo dala miru ne žrtvam, ne rabljem, dokler pokopi ne bodo urejeni. Pod komunizmom je glede tega človeška kultura in še marsičesa padla za več kot 2000 let. Ob tej priliki je izšla moja knjiga Vasi pod Ratitovcem skozi čas, v kateri je poleg kulture in s čim so se ljudje ukvarjali zapisana tudi velika zgodovinska krivica, ki se je zgodila tem ljudem ob koncu vojne. V decembru 1945, ko naj bi bila vojna končana,
so družine z 90 člani, katerih očetje so izginili, izgnali na Koroško. S soriškega področja je bilo izgnanih 14 družin, od tega je bilo skoraj 80% gruntarskih. Šlo je za večje družine, vdove s 5, 2 vdovi s 6 otroki, Kejžarjevi družini pa se je v izgnanstvu rodil 15. otrok. Prav zaradi te tematike sem knjigo morala izdati v samozaložbi. Če se dotakneš vojnega obdobja, naletiš na velike probleme. Usodo izgnanih in izginulih Podgorcev sta delila Filip Trčelj in Franc Krašna, duhovnika, ki sta želela tem ljudem pomagati, vendar sta bila na poti iz Sorice proti železnikom do Ljubljane, v Podroštu zajeta in odpeljana v Davčo. Še danes nikogar od državnih oblasti ne zanima umor teh 2 duhovnikov. Predvidevam, da so se verjetno s tem strinjali in se seveda, saj do sedaj še niso bili odkriti dokumenti o kakšni opravljeni preiskavi, kaj šele o kaznovanju storilcev. V Štulčevi grapi je bil januarja 2016 postavljen lep spomenik. Ne želim biti žaljiva, vendar. Napis na spomeniku v Štulčevi grapi je dvoumen. Župnik Krašna je zapisan kot župnik Svetega križa nad Jesenicami. To je res bil, a naziv mu je prenehal med vojno, ko je bil imenovan za župninskega upravitelja na Kočevskem. Prejšnji naziv je s tem ugasnil. Poleti 1945 je postal župninski upravitelj za Sorico in soupravitelj vikarjata kaplanije v Davči. V trenutku smrti Krašna ni imel nobene povezave s Svetim križem nad Jesenicami, nobene obveznosti in nobene pravice do te župnije. Nadalje napis Zahrbtno umorjena je enak zapisu na spominski plošči v predverju pred vhodom v Davško cerkev iz leta 1954. Razumljivo je, da se je to v času nestabilnih razmer leta 1954 moralo prikrivati, ne zdi se mi pa razumljivo to danes. Spominsko obeležje mora biti postavljeno za rodove v prihodnosti. Napis na spominski plošči mora jasno odražati, komu in zakaj je spominska plošča namenjena, ter kdo nosi krivdo za nastalo tragedijo. Že same fotografije veliko povedo. V knjigi Vasi pod Ratitovcem sta ti 2 fotografiji sprožili veliko ugibanj, sočutja in potrkali na res marsikoga. Fotografija je nastala v Svobodi v maju 1945. To so 3 bratje Kopač in prijatelj Kodar, drugače pa gre za izginotje 8 mladostnih prijateljev iz Zgornjih Dan, Raven in Torke. Domačina zatrjujeta, da 3 Kopačevi fantje in njihov svak ležijo nekje pod Torko, za kar so ostali domači vedeli. Ostale Kopačeve so v decembru 1945 izgnali. Med ljudmi je še vedno zelo živo, da so ob izgonu mlado mater Štefanko, sestro teh fantov, ob letu dni starem otroku spodbujali izgnanci in ostarela starša, ker je bila v takšnem šoku. Družina je bila izgnana za 7 let. Ostarela starša sta ob vrnitvi do svoje smrti prosila oblast za socialno pomoč, kar je razvidno tudi iz arhivskih dokumentov. Čeprav je mlada Štefanka delala po kmetijah, je bila za njihovo preživetje potrebna dodatna pomoč sovaščanov. Kopačevega rodu danes ni več. Na fotografiji je Rozalija Weber v najsrečnejšem in najlepšem času materinstva. Potem so ji vzeli vse, dom, moža, svaka, tasta in ji popolnoma uničili vse. Tako je s svojimi otroki, 4. se je rodil januarja 1946, večino življenja životarila. Kraje pod Ratitovcem je poleg genocida zaznamoval še kulturni genocid, saj so vasi izpraznjene, njihova bogata tirolska arhitekturna dediščina pa izginja. Tu gre za celotne vasi in zaselke, ki so pod kulturno in tirolsko arhitekturno dediščino. Spodnje Danje, Zgornje Danje, zaselek Trojar, Zabrdo, Ravne, v katerih je bilo nekoč polno življenja in veselja. Včasih je bilo tu veliko ljudi. Vse priznanje posameznikom, ki živijo tu
in dediščino kljub težjim pogojem ohranjajo. Nekatere hiše so izjemno lepo urejene. Ostala so tirolska poimenovanja ledinskih imen in pokrajina, ki je tako zelo lepa, in naša slovenska. Boštjanova hiša v Zabrdu je edina, ki ima ohranjene in obnovljene freske kot dokaz arhitekturne tirolske dediščine. Resnico se še vedno odklanja. Mnogi so se upogumili in povedo svoje boleče spomine. Pripovedovanja so živa, nikoli prebolena, vedno znova se dogodke podoživlja in ne pozablja. Vendar še danes manjšina pritiska na pričevalce in jim polaga besede v usta. Z ustrahovanimi ljudmi se lahko počne, kar se hoče. Sprašujem se oziroma skrbi me tudi, v kakšni družbi živim, med kakšnimi ljudmi, kjer manjšina govori o kosteh in svojimi izjavami ne spoštuje pravice do groba, goji neresnico in se strinja s terorjem, ki je bil storjen nad temi ljudmi. Naša generacija mora pozdraviti to bolečino, poiskati in pokopati žrtve ter narediti to, kar bi že moralo biti storjeno. Kar nekaj knjig je bilo napisanih o Sevški dolini, vendar je izpuščeno obdobje v letih 1940 do 1946 ali pa je napisano enostransko. Dvorni pisci se resnici celo malo približajo, a podajo nekaj polresnic, da se zakrijejo večje. Prebrala sem veliko člankov iz loških razgledov, prav iz tega obdobja, ter nekaj partizanskih knjig, ki se nanašajo na Sevško dolino. Veliko je potvarjanja, pravljic, nesmislov, zavajanja, laži. Želijo biti celo humorni, vendar takrat se ni smelo oporekati. Toda huje je danes, če berem v lokalnem mediju povzetke iz partizanske literature, ki ima veliko neresničnih podatkov. To dvorno literaturo se še naprej podaja, ne da bi se podatke preverjalo v arhivih ali med pričevalci. Taka literatura ne bi smela imati dragocenega prostora, enak sloh pisanja, enako besedišče kot v letu 1945. Nekateri članki, ki odražajo resnično stanje, še vedno nimajo mesta v lokalnih medijih, čeprav je svoboda izražanja ena izmed temeljnih pravic. Opozorila bi tudi na članek o legendarnem pesniku Otonu Vrhuncu Blažu, o njegovem tovarištvu, vrednotah. Zamolčali pa so, da je v Sevški dolini proti koncu druge svetovne vojne dal uničiti 5 skupno od 8 uničenih podružničnih cerkva v okolici Sevc. Cerkve so bile izjemne umetniške in kulturne vrednosti, več stoletne. Sveti Miklavž datira v 13. stoletje, cerkev Svetega križa in Svetega Mohorja Sveti Tomaž iz 15. stoletja in Sveta Jedrt iz 17. stoletja. Partizanska literatura opravičuje ta podla dejanja, da so se tu imele namen ustanoviti domobranske postojanke. Rušitev cerkva ni logična. V večini cerkva v okolici ni vode in ne zaledja vasi, težaven dostop in niso bile na strateških poteh. Tu ni bilo nobene možnosti za gradnjo, dostop je še danes do nekaterih cerkva težavnejši, naprimer Sveti Miklavž, Sveti Mohor. Kljub skrbnemu negovanju domočinov je bila zavedno močno uničena dediščina naših prednikov. Na cerkvah ni napisano, pod katero oblastjo so bile rušene, kdo jih je rušil. Izjema je cerkev Svetega Nada Angela Gabriela iz 15. stoletja na Planici, na kateri je napis, da so jo porušili partizani. Na cerkvi Sveta Jedrt je zapisano, da je bila v času druge svetovne vojne porušena. Na cerkvi Sveti Tomaž je napisano samo, da je bila ob miniranju težko poškodovana. Pri tem je naveden tudi napačen datum. Zato je ena izmed prvih nalog poskrbeti za napise, kaj se je zgodilo z izjemno sakralno, arhitekturno, historično in umetnostno zgodovinsko dediščino.
Stoletja je iskrica tlela za samostojno državo. Danes, po 25 letih samostojnosti, pa se mi zdi, da je nekaterim država Slovenija odveč. Po 25 letih dajo otrokom v osnovni šoli na glavo titovke z rdečo zvezdo. To je nasilje nad otroki, nad ranljivo populacijo otrok in nad nami. Sprenevedanje, zameglitev ali dobro načrtovano. Vlade se da z ideologijo navdušiti prav v tem ranljivem času. V tem obdobju so otroci najbolj hnetljivi in so ponosni na nošenje simbolov, ne vedoč, kaj pomenijo. Poveličevanje komunistične ideologije. V našem polpreteklem času so izkoristili rosno mlade ljudi za najbolj kruta dejanja. Rdeča zvezda ni bila nikoli znak slovenstva. Bila je znak komunistične svobode in zatiranja slovenstva in znak zatiranja nad mnogimi Slovenci. Slovenci smo zastavo z rdečo zvezdo preživeli. Simboli, znamenja s svojo značilnostjo in tudi razpoznavno ideološko sporočilnostjo ponazarjajo nekaj vsebinsko svetega in pomembnega. Če gre za nevednost, to pomeni, da ni širine, da šepa splošna razgledanost in je tako tudi vedenje o preteklosti in vse, kar je z njo povezano. Umetnost, kultura. V zelo bogati knjižnici sva z gospo knjižničarko iskali prozo in poezijo z domoljubno vsebino. Pregledovali sva berila slovenskega jezika za razredno in višjo stopnjo. Iskali sva novejšo literaturo. Natančno sva pregledali vsa berila. Ugotovili sva, da so v bistvu problematična glede domoljubnih vsebin za starost do 10 let. Za predmetno stopnjo pa so samo starejša besedila, kar je vsekakor prav, vendar ni novejših. V 25 letih za populacijo osnovnošolskih otrok ni skoraj nič napisanega na temo domoljubja in domovine. V poplavi različnih besed in besedil nismo našli besede domoljubje. To je žalostno. Novejših besedil na temo domoljubja sploh ni. V drugi literaturi najdeva le 4 pesmi, ki bi lahko izražale domoljubje. Vprašam se, kolikokrat sploh uporabimo besedo domovina. Nič ni samo po sebi umevno, tudi to ne, da imamo svojo domovino. To velja, kar sem povedala, izključno za berila pri pouku slovenščine. Vsekakor pa je veliko možnosti za vzpodbujanje domoljubja tudi pri drugih predmetih. Domoljubje je nekaj najbolj dragocenega, kar v človeku nastane za zdravo in napredno državo. Običaji, pesmi, umetnost, ljudska pesem. Slovenska pesem je danes v družinah redkost in domoljubje se vzgoji predvsem v družini. Po drugi strani pa je v naši preteklosti v zadnjih 25 letih napisano ogromno prvovrstne literature, ki nenehno izhaja. Vse to pa je dokaz pravega domoljubja. Toda, kako je na drugi strani, ali se posega po tej literaturi, ko pa v osnovi, v najnežnejši starosti, ni poskrbljeno za to. In res je, če tudi tega ni v berilih, da živimo v eni prelepi deželi, da pa bo tako lepa tudi domovina, se bo treba še zelo potruditi. Hvala lepa, gospod Gasar. Naslednji bo z nami gospod Alojzij Pavel Florjančič. Univerzitetni diplomirani inženir geologije v pokoju, je častni član in dolgoletni predsednik Muzejskega društva Škofja Loka in obenem častni član Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka, ki sta obe društvi sta soorganizatorja tega posveta. Gospod je raziskovalec zgodovine Škofje Loke in loškega gospodstva in pobudnik mnogih akcij na področju loškega domoznanstva. Med njegovim uredniškim delom izpostavimo samo to, da je pobudnik in glavni urednik pasijonskih doneskov, edine slovenske serijske publikacije z izključno pasijonsko vsebino. Nocoj bo nastopil z referatom z naslovom Starološka Antigona. Prosim.
Lepo pozdravljeni. V bistvu bo moj prispevek en sam skromen dogodek skromne osebe iz Stare Loke. Čisto drugačen, kot je bil življenjepis, ki ga je gospa Edita Šegova o Heinrichu govorila. Tudi ne temelji na zgodovinskih dejstvih, kot je uvodni referat bil dr. Blaža Torkarja. Kot sem rekel, mehna zgodba. Slabe 3 liste, verjetno ne bo predolga. Če med vojno muze spijo, kot pravi latinski pregovor inter arma silent muse, to velja toliko bolj za človekove pravice. Slednje so bile pri nas kršene še dolgo po koncu druge svetovne vojne. Pravzaprav na nek poseben način so kršene še vedno, tudi po naši lastni krivdi, čeprav se tega morda niti ne zavedamo dovolj. Tako imamo še vedno težave v prepoznavanju kršenja človekovih pravic, ki se na nje slabo odzivamo ali pa jih več ne zaznavamo. Po drugi strani pa želimo izpostaviti plemenito dejanje osebe, ki je premagala urok strahu in pozabe in nas s tem spodbuja, da tudi sami kaj pripomoremo k odzivnosti in ukrepanju ob še vedno latentnem kršenju človekovih pravic. V okolici Škofje Loke je več 10 prikritih grobišč vojnih beguncev, ki jih je po koncu druge svetovne vojne pomorila domača revolucionarna oblast. V občini Škofja Loka je evidentiranih 28 lokacij prikritih grobišč, iz katerih so bili do sedaj izneseni kostni ostanki 79 žrtev. Še posebno veliko jih je bilo pobitih žrtev na območju župnije Stara Loka. Večina njih, več 100 je bilo hrvaške narodnosti, katerih ostanki so na 5 lokacijah v Crngrovu. Z eno skupino pobitih, ki so pripadali zloglasnim ustašem, so vsa grobišča v Crngrovu in širše pridobila slab sloves, še posebno zavrženih ljudi, ki niso vredni spomina, kaj šele pozornosti. Ne tako daleč nazaj so bile take sodbe o njih še javno izrečene. Poleg ustašov v Crnogrovu dejansko gre v veliki večini za hrvaške civilne žrtve, moške, ženske, nekateri govorijo tudi o otrocih. Je bilo po Križnogorskem masivu in njegovem znožju še nekaj morišč oziroma prikritih grobišč domačih slovenskih žrtev. Eno od takih je bilo prikrito morišče in grobišče, ki nosi v državni evidenci šifro 74 Trne, grobišče pod Trn. Tu se Janezu opravičujem, je opozoril, da ne poznajo tega izraza, že mogoče, ampak tako je napisano, ne, tudi jaz ga imenujem Brezovc, ne, kot se dejansko reče. Leta 1945, že po koncu druge svetovne vojne, so bili na gozdnatem robu Brezovca, okoli 300 metrov severno naselja Trne pri Stari Loki, umorjeni 3 domačini. Tone Božnar, letnik 1922, iz Moškrina, Janez Gaber, 1907 iz Trna in Tone Jenko, 1921 rojen iz Virloga. Iz bližnje doline vasi v Sevški dolini pa še Korel Habjan, rojen 1917 in Rudolf Habjan, 1919, po domače za Logorja fanta. Morda je našel svojo smrt tam še kdo, nekateri omenjajo tudi 2 neznani osebi Žirovskega vrha. Žrtve slovenski domobranci so bile po pripovedovanju na kmečkem vozu pripeljane 15. juniju 1945. To se spomnijo, ker je bilo v času kopanja krompirja. Z Loškega gradu, kjer so bile zaprte. Postrelili so jih znani domači likvidatorji, vsi so že pokojni. Morilci so žrtve zmetali v medvojni strelski jarek in jih prekrili z listjem. Trupla so kmalu odkrili otroci in to povedali staršem. Sorodnik umorjenih so jih hoteli pokopati na domačem pokopališču
Vendar jim je bilo to prepovedano in jim zagroženo, da bi se približevali temu kraju ali govorili o tem. Zato so starši otrokom prepovedali hoditi tja. Na mestu zločina je leta 1990 Franz Langerholz, Jurčko iz Stare Loke, postavil lesen križ, poljsko razpelo, ki ga je nekdo kmalu požagal. Naslednje leto, v letu demokratizacije, so križ ponovno postavili, ko so ga predtem utrdili železnimi sidri in betonskim postavkom. Leta 1993 so območje grobišča spremenili v travnik. Ob tem so bili kosti žrtev izorane. Skeletne ostanke je pobiral Franz Božnar iz Moškrina, brat enega od žrtev. Eno kost, golenico ene od žrtev, so simbolično zakopali pod križ, ki so ga prestavili za dober lučaj nižje ob poljsko pot. Nazaj, če greš. To, ne, tukaj je skrb, naj ostane tukaj odprta slika. Ostale kosti pa je z površine pobrala Frančiška Jenko, opet imamo kar na sliko njeno, iz Virloga in jih prinesla v njihov družinski grob na pokopališču v Stari Loki. Po nam znanih podatkih ni bilo pred izkopom javljeno upravnim oblastem, da je na prostoru namenjenem bilo raciji pokrito grobišče, za katerega so vedeli domačini. Pravzaprav tega niti ne bi smeli storiti. Odlog za varovanje v neurejenih grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev, ki ga je skupščina občine Škofja Loka sprejela 25. junija 1991, pravi namreč v 2. členu. Posmrtni ostanki žrtev ostanejo, kjer so, zato niso dovoljeni nikakršni posegi v grobišča. Prepovedano pa je tudi vsako poseganje v grobove, ki ne bi bilo s tem odlokom dovoljeno. Konec citata. Komisija v grobišča občine Škofja Loka s polnim naslovom Komisija za ugotavljanje in urejanje grobišč, raziskovanje pobojnih pobojev in drugih nepravilnosti pri občini Škofja Loka je bila ustanovljena že leta 1990. Tudi ni bila obveščena o tem. Obveščena tudi ni bila policija, ko so bile kosti izorane. Skratka, grobišče je bilo uničeno. Javnega odziva na uničenje grobišča ni bilo niti na osebni ravni, niti uradno, čeprav je šlo za prepovedano dejanje. Je pa sočutna in vztrajna Frančiška Jenko, rojena 1916-1997, Franconova, sestra ene od žrtev, Toneta Jenka iz Virloga pri Stari Loki, ki je dolgo na Brezovcu skrivoma obiskovala zavržene žrtve in jim prinašala cvetje in prižigale lučke, po pol stoletja zaukazanega molka in pozabe, svojemu bratu in njegovim sotrpinom vendarle našla posvečen grob in sedaj pomirjena z njimi počiva na pokopališču v Stari Loki. Pravi primer starološke Antigone. Tu zraven, pa še en moj komentar. Namreč danes govorimo o človeških pravicah in kršenju, pa se ne zavedamo, da je v tej mehni zgodbi dosti tega. Jaz že od takrat, ko sem pisal, tega je zdaj že dolgo, 2001, Stari Loki sem upozoril, da mogoče pa raj ne bi, saj to Škofji Loki ne radi govori o tem. Za podeželsko skupnost 2000 ljudi, kjer je skoraj vsi poznajo, govorimo o letu 1945, so bili takratni povojni množični pomori ljudi, ki predstavljajo največjo množično smrt v njeni zgodovini, saj pride per capita en mrtvec na 2 prebivalca v Stari Loki. Nekaj nepredstavljivega in tako obremenjujočega, da je ljudi osebnostno, moralno, čustveno prizadelo in nekako otopilo, skoraj da paraliziralo in jim tako pustilo trajne posledice, da se je nad njimi zgrnil strah in jim zaprl usta. Lahko govorimo o množični anamnezi, kolektivni izgubi spomina, ki se kaže v tem, da ljudje še danes ne radi o tem razmišljajo, kaj šele, da bi o tem govorili ali celo pisali. Še živečim potomcem in sorodnikom
likvidatorjev, stražarjev, pri transportu in likvidacijah žrtev in pri tem je o tem neprijetno govoriti. K tabuizaciji povojnih pomolov prispevajo mnogi ljudje, ki sploh niso bili neposredno vpleteni v povojne poboje, pač pa so bili kasneje le posredno udeleženi po službeni dolžnosti in direktivah v številnih upravnih organih, javnih, kulturnih in izobraževalnih institucijah ali v gospodarstvu. Jaz tukaj v detajle pač ne grem, ne, če se bo zbornik izdal, ne, bom konkretiziral, tako pa tukaj bi preveč časa jemal. Ne. Če k temu dodamo še njihove družinske člane v najmanj 2 človeških generacijah, se temu izmikanju ne moremo čuditi. Vsaj ne neugodju, če ne pri zavračanju pogovora o tem. Zato smo kljub časovni oddaljenosti teh tragičnih dogodkov in njih posledicah in kljub mnenju, da je Škofja Loka pri odkrivanju prokritih morišč med najuspešnejšimi v Sloveniji še zdaleč od tega, da bo pogovor o teh krutih in težkih dogodkih normalen, sproščen in na koncu blažilen in da bi bilo v bližnji prihodnosti vsa morišča in grobišča primerno označena, da bodo posmrtni ostanki žrtev po možnosti izkopani, da se opravijo DNK analize, s čimer bi bilo kasneje mogoče opraviti identifikacijo žrtev in da se jih civilizacijsko in običajem primerno tudi pokoplje na ustreznem mestu. Zato so očitno potrebni še mnogi tudi majhni koraki. In eno od njih je naredila že Frančiška Jenko Franconova iz Gerloga. Mogoče je prav ona tudi nagovorila sorodnika Franca Langerholza, da je za žrtve postavil spominski križ za pobite. Naj nas njen zgled spodbudi, da tudi o tistih takih dogodkih vendarle spregovorimo, se osvobodimo, zapišemo in prekinemo urok strahu, ponižanja in pozabe. Tako lahko prispevamo svoj delež k temu, da se kaj takega, kot so bili povojni poboji in kakor so se še 45 let zatem na veliko kršili osnovne človekove pravice, med njimi človekovo dostojanstvo, pravica do poštenega sojenja in civilizacijska pravica do groba in spomina, ne bi več pogonovila. Za zgled naj nam bo Franconova Frančiška, Starološka Tigona, pa še spomenik. No, tukaj je našel pa tudi njen brat Tone svoje mesto. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Florjančiču. Zadnje bo z nami profesorica doktorica Marija Stavovnik. Znanstvena svetnica je doktorica literarnih znanosti, slavistka in etnologinja. Je verjetno vodila raziskovalka slovenstvene folkloristike pri nas. Od lanskega poletja je tudi izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Med njenimi deli omenimo njenih 5 monografij na temo slovenskega pesništva med drugo svetovno vojno. Letos spomladi je šla knjiga v tej zbirki z naslovom Tih spomin vsem žrtvam boja, diferenciacija in interference v slovenskem pesninju med drugo svetovno vojno 1941-1945. Nocoj bo nastopila z referatom, ki nosi naslov Ko bi moja mamca vedeli, kak se meni zdaj godi. Prosim, gospa Marija. Hvala lepa za besedo, prav lepo vsi pozdravljeni. In glede na to, kaj smo slišali, kaj se je dogajalo v zaporih, po naših domačijah, se mi zdi, da je ta tematika tudi primerna za to naše srečanje, čeprav se ne navezuje direktno na loško območje. Še stara sorta, tako da ne bo nič računalniške pomoči.
Še zdaj ne vem, kako bi pravzaprav lahko dala naslov tej tematiki, ki jo bom obravnavala, zato sem se oprla kar na prva dva verza. V korpusu z okrog 12.000 besedili slovenskega pesemskega gradiva iz druge svetovne vojne, seveda samo na eni strani, še takrat, ko smo zbirali, se mi je na drugim posebno vtisnila v spomin kitica iz arestantovske jetniške zaporiške pesmi. Ko bi moja mamca vedeli, kak se meni zdaj godi, bi me rajši utopili, ko so me prvič kopali. Po svoji malodušnosti in otožnosti je cela pesem precej drugačna od številnih drugih, ki so nastajale v tistem hudem času. Pri delu na terenu sem celo podlegla trditvi, da je njen avtor tržiški pesnik Vojteh Kurnik iz 19. stoletja. To se je zdelo verjetno tudi zaradi druge variante, ki jo hranijo prav v Tržiškem muzeju. Vesela sem priložnosti, da lahko to napako popravim in celo podam retrospektivo o nad 3000-letnem obstoju njene motivike. Ob prisostvovanju Loškemu kvasijonu leta 1915. me je jadikovanje grešne duše spet spomnilo na to kitico in prav tako pred kratkim branje Jeremijeve tožbe. Kontinuiteti motivo o tragiki, celo zanikanju življenja sledim retrospektivno od bližnjega k daljnemu. Najprej motivi oziroma gradivo iz slovenske laične kulture. 20. stoletje. Obdobje druge svetovne vojne zastopajo 4 variante, 2 primorski in 2 gorenjski. Pesem z obravnavano motiviko vsebuje že prva diplomska naloga pri projektu Borisa Paternuja Slovensko NOB pesništvo 1941 do 1945. Na oddelku za slavistiko pod vodstvom profesorja Borisa dr. Paternuja, skratka seveda samo na eni strani se je smelo takrat to obravnavati in poštevati. Njenih 4 vrstičnih kitic res preveva malodušje, vendar pripovedovalec jetnik ne zavrača življenja v tej varianti namreč. V karakterističnem odlomku sklepa, da bi bila mama zaradi njegove usode skrajno žalostna. Ko bi naša mamca vedeli, kaj se meni vse godi, ne bi pili, ne bi jedli, samo jokali bi se. Druga varianta je s Tržaškega. Rokopis hranijo v odseku za zgodovino v Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Po 10. januarju in pred koncem aprila 1945. jo je v tržaških zaporih, ni jasno ali v Prijazmitih ali v Koronevu, zapisala Vekoslava Slavec Mitja. Glede na ugotovljena dejstva, pač ni avtorica, kot je v popisnem listu navedena, kvečjemu prirejevalka. Besedilo je pridelano za ženski spol in je za eno kitico krajša od prejšnjega, ker se že prva kitica ozira na mamo. Ko bi moja mamca vedela, kak se meni tu godi, bi ne pila, bi ne jela, samo jokala se bi. Kakor priča polovično vikanje, ji je bližja pogovorna varianta jezika. Morda je prav to pripomoglo, da so arestantke pesem pele po napevu za vasjo čredo pasla. Že to dokazuje, da je odražala njihovo splošno razpoloženje, čeprav je individualnost poudarjena z mojo mamco, medtem ko je v prejšnji pesmi naša mamca. V obeh primorskih variantah mati ravna, kar so v 2 gorenjskih variantah, gorenjskih zato, ker se ena hrani v Tržiškem muzeju, druga pa sicer v Ljubljanskem arhivu, vendar je iz spremljajočih podatkov razbrati, da je pesem zapisala Tončka D. v begunskem zaporu. Torej, v teh 2 variantah se ta kitica, ki je bila prej pripisana mami, nanaša na sestro. Ko bi moja sestra vedela, kak se meni zdaj godi, bi ne jedla, bi ne pila, se samo jokala bi. Medtem, ko je v njih mati, v tej varianti, popolno nasprotje tega, kar ji po naravi pripada. Namreč, da življenje daje, ne da ga uničuje. Ko bi moja mamca vedeli, kar se meni zdaj godi, bi me rajši utopili, so me prvič kopali.
Najbolj presenetljivo je, da za tako stališče niso krive hude razmere v drugi svetovni vojni na splošno ali konkretno v zaporih, temveč gre za neko starejšo tradicijo, o kateri priča kar 7 folklornih variant. Zelo sem bila navdušena, ko sem jih odkrila, skrati pa kakorkoli. Karel Štrekelj je v razdelku Jetniške v slovenskih narodnih pesmih zbral 7 variant, eno gorenjsko, druge so štajerske, v kateri obstaja znamenita kitica, ki ji snovno sledimo v daljno preteklost. Smiselno jih je razporedil, namreč te variante po številu kitic, saj dolžina priča o njihovi okrušenosti. Najdaljša ima 21 kitic in najkrajša samo 5. Od tega se kar 5 pesmi sklicuje na materin obup nad otrokovim življenjem, če bi vedela za njegovo prihodnje trpljenje. In potem navajam vse teh 7 variant, recimo, lahko jih navedem, pri prvi je vsega 21 kitic in v 17 je ta huda odločitev, kaj bi mati storila s pravkar rojenim otrokom. Potem v drugi 13 in tako naprej, da tega ne navajam posebej. Le v 2 primerih v Štrekljevi zbirki se mati v poanti, to je v zadnji kitici, samo joče zaradi sinove žalostne usode. To ravnanje, ki materi ne naklepa, da to mora, in pa njuna krečina v teh 2 variantah, ena ima 9 in druga 5 kitic, dokazuje, da sta mlajši, mehkejši varianti. Število variant priča, da je pesem s tako usodno ugotovitvijo nastala najbrž kje v Slovenskih Goricah. Morda bi se v poglobitvi o življenjepisa celo dalo razkriti kakega bolj znanega avtorja. Tukajšnje trde in mehkejše variante so iztočnice za prej navedene iz 2. svetovne vojne, snov pa sega veliko dlje v preteklost in se navezuje na krščanstvo, antiko in judovski kulturni krog. No, skratka, iz krščanstva sem bila navdušena, vesela, no kakorkoli že, ko sem poslušala pač ta pasijon, oziroma ga gledala, prostorsko in časovno nam je najbližje vzdihovanje grešne duše v škofjeloškem pasijonu Romualda Štandriškega. Prekleta ura in v čas, kjer sem rojena bila, prekleta pot po te istih gaz, kjer me je mati nosila. Tako toži ta duša v pasijonu. Ampak tukaj duša ne zavrača življenja kot takega, temveč obupuje nad svojim rojstvom zaradi spoznanja o pogubljenju. V izrazoslovju se zateka v Sveto pismo, na Jeremijovo vrstico. Lovrenc Marušič ga je kot kapucin, oče Romuald, dobro poznal in v škofjeloški pasijon vpletel Jeremijeve tožbe: gorje mi, moja mati, da si me rodila. In potem segamo Sofoklesu v 5. stoletju pred Kristusom. Če je bilo popolno nerazumevanje njegovega okolja za besede, prerokve, ki so se dogajale preroku Jeremiji, povod za njegove tožbe, je še toliko bolj neumljivo, da je najsrečnejši pesnik vseh časov, namreč tako opredeljujejo Sofoklesa, kako mu je v življenju zmeraj dobro šlo, v svojih tragedijah izrekel najtragičnejše občutje antičnega človeka. Mračni toni se od tragedije do tragedije stopnjujejo, dokler ne izvenijo v turobnih akordih njegove zadnje dramske pesnitve v Oidipu v Kolonu. To se pravi, ne v sami tragediji Oidip, pač pa v zadnji od znanih v Oidipu v Kolonu, navaja Kajetan Gantar njegove verzije. Največja sreča za človeka ne roditi se, a kdor je rojen, druga sreča zanj, čim prej vrniti se, odkoder je prišel. In na to judovski kulturni krog, skratka, še dlje v preteklost se vračamo k Jeremiji. V škofjeloškem pasijonu je še danes prepoznati dobesedne Jeremijeve besede iz slovenskega prevoda Svetega pisma, celo standardnega prevoda.
Preklet bodi dan, ko sem bil rojen. Jeremija 20:14. Toda Jeremijeve izpovedi so veliko bolj široke in globoke, neusmiljeno bridke. Kako strahotno osamljenega, nesrečnega in zapuščenega, pričo Jahveja celo, se je moral doživljati, da se ni vzdržal besed. Preklet bodi dan, ko sem bil rojen, dan, ko me je mati rodila, naj ne bo blagoslovljen. Preklet naj bo mož, ki je sporočil mojemu očetu, otrok, sin se ti je rodil in ga silno razveselil. Naj se temu človeku godi kakor mestom, ki jih je Gospod neusmiljeno razdejal. Naj sliši vpitje zjutraj in bojni krik opoldne, ker me ni umoril v materinem telesu, da bi mi mati postala grob. Zakaj sem prišel iz materinega naročja, da okušam trud in žalost, da moji dnevi minevajo v samoti? In potem še dlje nazaj v 15. oziroma 13. stoletje pred Kristusom. Biblicistika svetopisemske dogodke o Mojzesovem rojstvu umešča v 15. stoletje pred Kristusom, po drugi verziji pa v 13. Zgodba o Mojzesovi rešitvi, čeprav je faraon zapovedal Egipčanom, naj utapljajo izraelske moške novorojence, nam je vsem znana. Na to je faraon zapovedal vsemu ljudstvu in rekel, vsakega dečka, ki se rodi, vrzite v Nil. Tu je izhodišče za verze na začetku te obravnave. Ko bi moja mamca vedeli, kak se meni zdaj godi, bi me rajši utopili, ko me prvič so kopali. Če je sprejemljiva teza, da se je motiv o utopitvi lastnega otroka ohranil iz starodavne egiptovske oziroma izraelske zgodovine, je star na 3000 let. Pridruženi motiv tragičnosti, pesimizma in nihilizma je vsaj za 1000 let mlajši, namreč pri Sofoklesu. In moj sklep. Motiv otrokove utopitve se je v slovenskem pesnjenju najbolj izpel. Toda na novo ga je oživila slovenska proza. Postarni pralec, ali pa perivec pralec, v domu odrinjenih, si z ironičnim humorjem v romanu Ferija Lainščka takole prigovarja samemu sebi. Ej, kutnik, kutnik, je omahujoč vzdihoval iz pare. Zakaj te mati ni že takoj spustila v vodo, je vzklikal. Takrat, ko še nisi znal plavati, veliko hudega bi ti s tem prihranila in zelo bi bil zdaj tam v nebesih hvaležen. Da je motiv aktualiziral prekmurski avtor, je dokaz več za tezo, da je bila prva pesem z obravnavanim motivom nastala v vzhodni Sloveniji. To je to. Hvala lepa.